Boljši, najboljši Adria. Ko je novomeški avtomobilski gigant lani praznoval svojo 50-letnico, je zabeležil najbolj uspešno poslovno leto v zgodovini. Zgodba pa uspešno raste naprej. In zgodba se vsako leto začne na Karavan salonu v Düsseldorfu, največjem sejmu za karavaning industrijo na svetu. Skoraj 200.000 kvadratnih metrov razstavnih površin, 590 razstavljavcev in več kot 200.000 obiskovalcev letno so resnično impozantne številke. Vsi najboljši na enem mestu, vse novosti na enem mestu. Karavan salon v nemškem Düsseldorfu je zagotovo največji svoje vrste v Evropi in kot tak ključen za vse glavne igralce v panogi, kar je zagotovo tudi novomeška Adria Mobil. Količinski obseg prodaje proizvodov družbe Adria Mobil je bil v prvem polletju leta 2016 v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 1114 enot oziroma 19,8%. Lansko leto smo verjeli, da je to najboljše Adrijino leto, pa lahko že zdaj potrdim, da bo letošnjo še boljše. Razlog za to je zagotovo v nekajletnem trdem delu celotne ekipe Adrie Mobila, vključno z našo močno distribucijsko mrežo, v inovativnih produktih, v prenovi celotne palete, ponudbe, ki jo Adria danes nudi našim kupcem, in seveda v motivaciji in trdem delu tudi na področju marketinga in dizajna. Struktura prodaje ostaja uravnotežena. 48% prodanih izdelkov predstavljajo počitniške prikolice, 52% pa delež avtodomov in vanov. Leto 2016 bo preseglo zagotovo najboljša, tokrat pa z vsemi elementi najboljše Adrijina leta, in ob pozitivnih trendih, ki jih beležimo na trgu, verjamem, da so to odlični obeti ob odličnem imidžu blagovne znamke Adria na trgu, da bomo tudi v prihodnje sledili našemu cilju rasti, razvoja in izboljševanja pozicije in večanja tržnega deleža, torej rastjo nad rastjo trga. Upoštevajoč, kako pomemben igralec je Adria tudi za dolenjsko in slovensko gospodarstvo, razveseljuje dejstvo, da prihaja tudi do novih zaposlitev. V podjetju poteka vse tako, kot mora. Seveda takšna rast, ki smo jo zabeležili v lanskem letu, torej 22% rast obsega proizvodnje in potem tudi temu so sledile registracije in pa z enakim tempom nadaljujemo v letošnjem letu, je pomenilo veliko novih delovnih mest. Preko 200 smo jih zaposlili, pomeni veliko dela, energije, tudi v učenje, uvajanje, sodelovanje, se pravi teh novih sodelavcev. In za letošnje leto ocenjujemo, da bomo pravzaprav z kapacitetami tovarne prišli do limita. Tako je pred njimi nov izziv. V katero smer v prihodnje, ali resnično rast količinsko, zato bodo potrebna ali pa bo priložnost spet za nova delovna mesta in za širitev seveda tovarne. Temu bodo seveda morali slediti tudi naši dobavitelji, sicer in tukaj imamo nekaj omejitev, ali pa je druga strategija, ki je še tudi odprta, morda z odličnimi ali še produkti še višjega cenovnega razreda ostati količinsko na nekem nivoju, pa na sedanjem nivoju, pa na ta način, se pravi, z višjo dodano vrednostjo ustvarjati več prihodka. Veliko let so delali tudi za uspeh, ki ga zadnja leta beležijo na nemškem trgu. Ta velja za najbolj zahtevnega, a tudi najbolj hvaležnega. I think one of the reasons was the innovation, the innovation in the caravans, the innovation in the motorhome. When you see on the caravans a big front window, you have a feeling like being outside, and it gives a spacious feeling, and the living situation inside is very comfortable. You feel like at home, you have a luxury, like in a luxury hotel room, and this in a caravan, and the caravan, remember, comes from the tent. So we are living now in a very good standard also in caravans. This is one of the reasons that more and more people purchase caravans, but also we must be honest,
One of the reasons is the fear of the people to fly away in regions which are in crisis or might have attacks or bombings. Tudi tukaj bi lahko rekla, da so rezultati splet različnih vplivov. Zagotovo večja pozornost in skrb razvoja skupaj z distributerjem, torej Reimom, razvoja produktov prilagojenih nemškemu trgu. Drugo je dejstvo, da nam rast na nemškem trgu pomaga in v času rasti je priložnost tudi za rast novih ali pa skratka novih blagovnih znamk. In vemo, da v Nemčiji, ki ima 90% trga pokritega z domačimi proizvajalci, je težko doseči 5 ali več procentni delež. Sodelovanje med Adrio in nemškim Reimom traja že 16 let, na zadovoljstvo vseh vpletenih strani. Reimo is also a producer of parts and a developing company. We have a development department of 6-7 people who work all the year on the development of new motorhome, mainly motorhome parts, caravan parts, campervan parts. And so we know what are the critical points in the motorhomes and ask Adria to improve these parts all the time. And Adria is doing a great job. So the quality of the products is good and the range is getting better every year. So the range is wider. The quality was all the time good. And now the many products are also more modern and fit more to the taste of the more younger people. Inovativna rešitev recimo letošnje Avive. Zagotovo mislim, da je to spet ena od priložnosti za rast na področju prikolic. Verjamem, da bo tudi nov Sonik, pa tudi nov Aktiv spet doprinesel oziroma privabil določeno število kupcev. In torej skupaj različni elementi so tisti ob dobri podpori marketinga, ki lahko prinesejo dobre rezultate. Nikoli pa se ne dosegajo na kratek rok, ampak je potreben dolg čas in veliko dela in napora, da se na koncu rezultati pokažejo. Sejem v Düsseldorfu je pravzaprav Adriin domači sejem, na katerem se vsako leto prvič predstavi v Evropi. Adria nima pravzaprav domačega trga in na domačem terenu se težko predstavimo Evropi. Zato je Düsseldorfski sejem prvič je največji mednarodni evropski sejem, drugič skrbijo ali pa to že je stalnica, da je Düsseldorfski sejem prvi, ki predstavi vse novosti za novo sezono, tako se strani proizvajalcev kot tudi ponudnikov dodatne opreme in tudi dobaviteljev. Vsa branža se v bistvu tukaj zbere, zato je obvezno biti prisoten. Hkrati je največji sejem v branži tudi odlična priložnost, da predstavijo vse svoje novosti. Fokus je na 4 ključnih novih produktih. Novi integriran avtodom Sonik, ki je en velik preskok glede na prejšnjo generacijo integriranih avtodomov, tudi najzahtevnejši razvoj zahteva od zadaj. In mislimo tukaj, da smo naredili kar en presežek tudi za industrijski standard. Druga novost je vstop novih baznih vozil na Citroenovi osnovi, ki bo dopolnila našo ponudbo predvsem na tem osnovnem cenovnem izhodiščnem razredu in nas naredila nekaj konkurenčnejše. Po drugi strani nova generacija motorjev na Citroenu daje dosti v redu dobro rešitev z Euro 6 regulativo, medtem ko Fiat še zmeraj ostaja na 80% naše ponudbe kot ključni dobavitelj in ključni partner na tem področju. Pomembna novost je tudi Van Aktiv. Večnamensko vozilo, ki lahko služi kot osebni avto, pa dostavno vozilo čez dan in pa omogoča spanje 4 ljudem in vožnjo 6 ljudem na Renaultovi osnovi. In projekt, na katerega sem osebno najbolj ponosen, je nova Aviva, ker gre za nov produkt vstopnega cenovnega razreda in tukaj so te razvojne zahteve najbolj zahtevne, ker je treba tudi doseči ciljno ceno. Mislim, da smo uspeli prinesti res edinstven, inovativen, originalen in cenovno konkurenčen izdelek, ki smo si ga kot cilj postavili za privabljanje novih kupcev v segment karavaninga. V naši branži v bistvu tekmujemo vsako leto, kdo bo kaj več novega pokazal. Pač to privlači in preprosto je
če ne narediš nič novega, potem si lahko hitro pozabljen. Mi smo letos naprej nadaljevali lanski projekt Slide Outa, smo en tloris lani pokazali, letos nadaljujemo naprej. Me prav zanima, če je konkurenca že kaj nas ujela. Mi smo kar precej na tem projektu delali, letošnje leto izpopolnili zadevo, tako da deluje brezhibno. In pa dodali smo še en tak zanimiv tloris tudi v tem segmentu. Smo pa seveda pionirji, tako da moramo kakšno noč ne prespati zaradi tega. Vedno več pozornosti se namenja mlajši generaciji, ki jim je dejaven način preživljanja prostega časa izredno blizu. Z produktom, ki je po dizajnu, po izgledu nekaj bližje sodobnosti, recimo, ne tako klasičen, kot smo ga navajeni na nekem klasičnem prikoliškem programu, predvsem pa nudi zelo veliko nekega funkcionalnega prostora in uporabnosti prikoliškega prostora, ki se da kombinirati z preživljanjem tega prostega časa izven prikolice ali pa doma. In vse to narediti v privlačnem dizajnu z lahko konstrukcijo, tudi vlečenje prikolice ni problem več in pa seveda za zelo ugodno ceno. Te produkti se bodo prodajali med 10.500 € do 15.000 €, kar je ena boljših cen na trgu. Sodobno, uspešno podjetje brez marketinške podpore v času informativne revolucije pravzaprav ne obstaja. Ja, to je en mozaik, en kamenček v mozaiku celotne zgodbe. Sodelovanje s Tino je zelo profesionalno, s tem smo zelo zadovoljni, ker dejansko vidimo, da uporablja naš avtodom, smo v velikih interakcijah in je, prepoznana po celi Evropi in mislim, da smo našli zelo en tak win-win odnos z njo. In jaz upam, da bomo to nadaljevali, oziroma letos smo podpisali 3-letno pogodbo z njo, tako da se bo to sodelovanje se že nadaljevalo. Sodelujemo še zmeraj tudi z Jakom, Fakom, sodelujemo, kot vidite, z ekipo KTM na Dakarju, 4-krat smo že zmagali, tudi dobili smo v neko darilo repliko pokala, ki tamle za vašim hrbtom stoji. To je en edinstven eksemplar, ki se ga ne da kupiti na trgu in smo zelo ponosni, da nas tako spoštujejo zaradi tega sodelovanja. Ogromno truda vlagajo tudi na digitalnem področju. To je pomembno tudi za tuje trge, kjer so eni ključnih igralcev. Še zmeraj smo na zahodni Evropi, ki je visoko konkurenčen zrel trg, smo tržni lider na skandinavskem trgu z naskokom in to moč še povečujemo. Naredili smo velik preskok v Nemčiji letos, videli ste to rast, skoraj 30%, ki je nekaj večja od rasti trga, predvsem zaradi naše rasti na prikoliškem programu. Ujačali smo si pozicijo zopet v Franciji, kjer smo tretja blagovna znamka, kar ni enostavno, ker je trg tudi zelo konkurenčen in na vseh teh obrobnih trgih, evropskih trgih, Španija, Italija, Velika Britanija, Benelux, jačamo svojo pozicijo. Pogledali smo tudi v kristalno kroglo, da vidimo, kaj prinaša prihodnost v karavanning industriji. V prihodnjih letih bo sigurno tudi v naši branži kaj zgodilo na področju vse te same energije in teh pogonskih virov. Mi smo vendarle povezani z avtomobilsko industrijo, avtomobili so naša pri avtodomih, seveda naša bazna vozila vplivajo na naš produkt, tako da tudi na tem segmentu bomo mogli kaj narediti. Kot večkrat radi ponavljamo, od TEŠ in vse te aerodinamike, ki jo pač moramo vključiti v naše razvojne procese, bo v naslednjih letih še tudi bolj pomembno. Zdaj so limiti Euro 6 so še tako na meji, da počasih brez nekih kombinacij hibridnih verjetno izpolnjevati naslednje standarde, ki prihajajo, ki bodo veljali v Evropi, najbrž ne bo mogoče. Dolgoročni trend je v rasti avtodomov vanov, predvsem vanov, v rasti izposojanja avtodomov in nekaj manj rasti je na prikoliškem delu. Čeprav mi verjamemo, da se da prikoliški trg revitalizirati, oživeti, zato je tudi ta projekt Aviva za nas tako pomemben. Tudi Adrijina sestrska znamka Sun Living beleži rast prodaje in širitev distribucijske mreže za svoja programa avtodomov in vanov. Pri vseh vozilih, načrtovanih in izdelnih v Adrijini vrhunski tovarni, je skrivnost prodajnega uspeha preprostost ponudbe, njena dodana vrednost in ustrezna cenovna politika. Sun Livingom mi želimo predvsem ponuditi našim kupcem kakovosten izdelek za cenovno sprejemljiv denar. Seveda tudi težko govorimo o nizkocenovnih produktih, govorimo pa lahko o nekem vstopnem segmentu, ki ponuja za denar kar se da veliko. Zagotovo vse, kar ponujajo ostali avtodomi in pa tisto nujno udobje, ki ga pač ljudje pričakujejo in ga potrebujejo za prijetno bivanje skozi prosti čas. Tudi njihovo pomembno ciljno občinstvo so mladi.
Mi želimo seveda navdušiti predvsem mlajše generacije, ki si zaradi prioritet, ki jih imajo v življenju, mogoče težje privoščijo avtodome. Tu imajo neko, rekel, zelo dobro alternativo, še vedno, in to tudi mi poudarjamo, mogoče ne zelo na glas, je pa zagotovo dobro vedeti, da so vsi izdelki Sun Living narejeni na isti montažni liniji kot izdelki Adria, se pravi, lahko govorimo o popolnoma enaki kakovosti in pa konec koncev ljudeh, ki delajo Adrine avtodome, za katere pa vemo, da slovijo po svoji kakovosti. To velja tudi za Sun Living izdelke. Na sejmu v Düsseldorfu je Adria prvič združila moči tudi slovensko turistično organizacijo, ki se je predstavila na njihovem razstavnem prostoru. Do tega sodelovanja je prišlo zaradi želje in ambicije, da Slovenijo potisnemo kot neko prepoznavno karavaning destinacijo in jo postavimo na ogled vsem evropskim popotnikom, avtodomarjem. In danes se nahajamo v Düsseldorfu, to je največji evropski sejem za karavaning. In to tukaj vidite, za mano je stojnica STO-ja, kjer promoviramo vsa postajališča za avtodome, vse kempe in pa agro-camping turizem. In ta način sodelovanja bomo razširili tudi na 13 ostalih sejmov po Evropi, ki sledijo v naslednjih 2 mesecih. Slovenija je na ta način postala še privlačnejša destinacija za turiste iz vse Evrope. V Sloveniji se je vzpostavilo v zadnjih 2 letih kar nekaj samostojnih iniciativ na tem področju, ki zelo veliko naporov vlagajo v samo infrastrukturo, seveda pa nimajo dovolj moči za neko enotno promocijo. Zato smo tukaj združili moči Adria Mobil, ki je tretji največji proizvajalec avtodomov in prikolic v Evropi, in pa Slovenska turistična organizacija, da odpremo te promocijske poti za vse te iniciative, ki danes sobivajo oziroma se generirajo v Sloveniji. Na Karavan salonu se predstavljajo tudi druga podjetja iz dolenjske regije, ki odlično sodelujejo z Adrio, po svojih kakovostnih izdelkih pa slovijo daleč naokoli. Eno teh je Podgorje iz Šentjerneja. Namen sejma je, da pridobimo na prepoznavnosti Podgorja in da hkrati predstavimo Podgorje v smislu zmožnosti razvoja in izdelave raznovrstnih izdelkov raznovrstnih pohištvenih izdelkov za karavaning branžo. Seveda proizvajamo tudi pohištvo za jahting branžo in za ostalo specialno pohištvo. Namen Düsseldorfa je pa predvsem karavaning branža. V bistvu smo Adrijin razvojni dobavitelj, sodelovanje poteka od področja razvoja do prodaje. Smo zelo zadovoljni, komunikacija poteka, je odlična. Zanimanje za izdelke Podgorja je, upravičeno, iz leta v leto večje, saj nudijo nekaj več od konkurentov. Loči nas izjemna fleksibilnost, možnost izdelave in dobave izdelkov just in time. Loči nas tudi vse večji poudarek na razvojnem področju v Podgorju, ker smo v zadnjih letih izjemno napredovali. Jasno začrtane imajo tudi prihodnje cilje. Prihodnost Podgorja vidimo predvsem v razvoju, in sicer v razvoju izobraževanja ter v razvoju CNC tehnologije. Seveda pa postaja Podgorje že prostorsko trenutno premajhno, zato tudi planiramo iz sedanjih 13.000 kvadratnih metrov pokritih površin, planiramo v naslednjih 5 letih pridobiti še 7.000 kvadratnih metrov. Le nekaj 10 metrov stran je svoje novosti predstavilo tudi podjetje Plastoform, ki ima sedež v Šmarjeti in na Blanci. Oba direktorja, Plastoform Šmarjeti in Plastoform Blanci, sta vedno želela svoje produkte, da bi pokazali lastne produkte, lasten dizajn na sejmu, tako da bi res pokazali naš slogan, ki je od ideje do končnega produkta. In letos smo res uresničili skupaj z Gedlem, z Đerđom, da smo prišli do tega rezultata, ki vidite tukaj zadaj. Zelo bi bili srečni, če bi se naš produkt plasiral tudi nekam, da bi bili tudi v sami eksploataciji. Pa tu v primeru, da pa tudi ni, bo pa za lastno dušo, da smo res lahko pokazali vsem ljudem, kako lahko pridemo do produkta končnega. Sodelovanje z legendarnim Georgom Gedlom je pač nekaj prav posebnega. Mi smo se pogovarjali že prejšnje leto, da bi naredili nekaj lastnega dizajna, da bi oni predstavili, kaj so možni. To pomeni, predstaviš cel proces, od idejne skice do prototipa, do dizajn makete in do gotovog izdelka. No, smo rekli, kaj. No, potem je to nekako, ni pozabljeno bilo, ni bilo časa, jaz sem se s Adrijom bil še pogodbeno vezan. No, zdaj, aprila sem končal to zgodbo 21-letno s Adrijom
in smo rekli, zdaj pa gremo. Ne. Se bi tudi ovako išla ali ovako, bolj lažje gre. In smo se lotili potem res to sodelavo. Začeli se je v decembra, nekako, da smo se skupaj usedli, kako bi to izgledalo. Nekako v januarja so že bili prvi dizajni in potem iz tistih 12 dizajnov smo prišli do 2 dizajnov, ki na koncu, ki so nam bili všeč nekako, ne. Pa z enim brainstormingom smo še malo to spremenili nekako in tik do sejma smo pa nekako spravili produkt do konca. No. Končni izdelek je zopet navdušil strokovno in laično javnost na sejmu. Gremo čist nekaj kontra, ki nima nobenje, zdaj vemo, zdaj so štrelinije, prelomi pa to, samo ne, gremo eno tak in lastno luč. A bomo vzeli serijsko tele, jokona ne, bomo lastno, vse tu ne gre za homologacijo, to gre za idejo. In smo tako prišli do te ideje, zadeva je zasnovana tak, da je modularna, to pomeni, vidite vložke, ki vidite tamo, ki je luč, lahko kot vidite spodaj v drugi barvi, ali pa čist drugi vložek, to pomeni, lahko vsak skoraj individualno ima svojo lastno zadnjo steno, korpus pa isti in oblikovno pa bo se zelo razlikovala. To delajo zdaj avtomobilisti. Če pogledate Citroen, Peugeot, Toyota, to je to. Če kaj, potem Gedlu zagotovo ne primanjkuje zamisli. Ideja ne zmanjkuje, moram reči, da ne vem, dosti se sliši, danes en primer, grem se sejma za akreditacijo, pride metalarte, lastnih metalarte, Georg, živo, kak se Adrian, nič več Adrian, kaže aprila. Meni boš delal tudi. Rekel, daj imaš cajte, se dobimo, kaže počasi. Tako da sem rekel, zdaj izpod tako, da sem tam nekih 30 let, pa kar posli pade, ne vem zakaj, ali sem ja res tako dober, ali toliko izkušnje, ne vem kaj je to, ali seveda je Adria velika referenca za mene, tam 20 let smo nekaj naredili, sigurno, absolutno, Git je bil tudi ena referenca velika in te branža pozna. Nov življenjski cikel in nov izziv. Sem ja rekel na razstavi, da so pri meni bili ti ciklusi, ne, švicarska revija, Nemčija nazaj, to. Zdaj sanjam, ne vem, malo tako zadnjo, da bi ipak naredil en dizajn bilo. Ne da bi ja to večno, ali da te mlade dizajne skupaj pravim, da jim prenesem to vse moje izkušnje iz znanje, ali po moji metodi, AIFAX, SIGO, skica, maketa, nič preveč filozofiranja, nič preveč nekih elaboratov, konkretno hitro narediti nekaj. Na Düsseldorfskem sejmu se je premierno predstavila tudi mreža postajališč za avtodome. Zamisel je zaživela pred dobrima 2 letoma na Mirni, širi pa se iz dneva v dan. Osnovni namen te celotne zgodbe je, da bi Slovenija postala popotnikom z avtodomi prijazna destinacija, kar pa lahko dosežemo s tem, da vzpostavimo mrežo postajališč, na katerih lahko se popotnik z avtodomom ustavi, odpočije in se odpravi raziskovati okolico, ker sem prepričana, da v Sloveniji imamo zelo veliko stvari, kjer se lahko odpočijejo, razvedrijo ali pa si privoščijo kakšne drugačne adrenalinske, kulinarične in kulturne ter ostale užitke. Vse skupaj pa želimo promovirati pod enotno tržno znamko, ker smo skupaj močnejši na tem res velikem trgu Evrope. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je projekt zrastel do te širine, da je danes vključenih že več kot 55 občin v samem projektu, da dejansko lokalne skupnosti vidijo potencial avtodomarstva, namreč danes so tukaj z mano tudi nekateri župani iz mreže postajališč, se pravi iz lokalnih skupnosti, ki so vključene v mrežo postajališč in preseneča jih ta velik potencial avtodomarstva v Evropi, ki ga lahko seveda pripeljemo tudi v Slovenijo, če bomo znali to našo lepo Slovenijo promovirati skupaj. V tem projektu sodelujejo s številnimi partnerji, med drugimi tudi z novomeško Adrio Mobil. Lahko rečem, da postajališča za avtodome in seveda tudi potencial avtodomarstva v Sloveniji je tisti, ki nam bo dal nove dimenzije na področju turizma in pri prepoznavanju Slovenije v tujini je vsekakor potrebno, da sodelujemo potem tudi na takih sejmih, kot je Düsseldorf, Stuttgart, Parma in drugi sejmi, na katerih sodelujejo tudi Adria. Dejstvo, da se je zamisel porodila ravno županu Mirne, pa zagotovo ni naključje.
Sam sem ljubitelj prikolic, avtodomov, bil sem zaposlen v Adria, takrat Karavan, Novo mesto, in seveda videl sem možnosti, da naredimo v Sloveniji nekaj več. Seveda ta nekaj več pa lahko naredimo samo takrat, kadar smo skupaj, kadar sodelujemo, kadar se povezujemo in kot vidite, se slovenske občine znamo povezovati, znamo sodelovati in ta projekt je zanesljivo tist, kjer bomo dokazali vsem ostalim, da v Sloveniji kljub različnim političnim interesom lokalne skupnosti sodelujemo in se povezujemo. V Evropi so sicer tovrstne mreže že dobro razvejane. Slovenia has a lot of stellplatzes and nice places, and it's much more better to stay more than 3 or 5 days to Slovenia and not only drive through Slovenia. And that is the idea, to have like a road from the North Cap to the south, and Slovenia would be a part. Lokalne skupnosti počasi spoznavajo, da je to en dober posel prihodnosti, ekološki, ker Slovenija ima slogan Slovenija zelena, aktivna in zdrava, in ta turizem je tak, kajti kljub temu, da je to avto, ima izpuhe, ampak te ljudje so ekološko ozaveščeni. S 1. januarjem 2017 pa bo vodenje mreže postajališč za avtodome prevzel Novomeški razvojni center. Turizem je zelo velika industrija in soočamo se s tem, da po eni strani imamo neke prenočitvene kapacitete, po drugi strani pa je ogromno manjših občin, ki s tem ne razpolaga ali pa je teh kapacitet manj. In avtodomarski turizem je pač ravno to, da ti sobo pripelješ s sabo. Prvi korak je sploh izgraditi infrastrukturo za avtodome, potem to promovirati na čim več sejmih v tujini, da pritegnemo nove goste od drugje, in pa seveda hkrati s tem, ko jih pritegnemo, moramo ponuditi pa tudi neke nove produkte, si jih vedno nove iskati, zmišljati, delati na tem, in tu pa je priložnost za razvoj dopolnilnih dejavnosti, za razvoj novih delovnih mest, in to je pa tisti fokus, ki ga razvojni center spremlja. V tem projektu lahko sodeluje 212 slovenskih občin, je prepričan Bratkovič, ker ima neverjeten potencial. Kot je pravzaprav neverjetna zgodba Adrie Mobil. Vsako leto z boljšimi poslovnimi rezultati in unikatnimi novostmi, ki jo držijo korak ali dva pred konkurenco. Vsako leto si mislimo, da bolje ne morejo več, pa nas vsakič znova presenetijo.